Mlad par je imel jasno vizijo, kakšno hišo želi imeti. Želela sta si sodobno, vendar dokaj klasično zasnovano pritlično hišo z veliko panoramsko steno in streho dvokapnico. Skupna površina bivalnih prostorov pa naj ne bi presegla 160 kvadratnih metrov. Hiša na klancu izgleda kot klasična dvokapna hiša, vendar to ni. Kletna etaža je po vertikali zamaknjena, se pravi ni pod osnovnim objektom. V prvem nadstropju je bivalni prostor večinoma zastekljen in odprt, zato da se hiša lahko zlije s pokrajino in s terenom, na katerega se prislanja. Gospa Marjeta, hiša je dvokapnica. Je bilo to določeno že v prostorskih aktih? Ja, v prostorskih aktih je bilo določeno, da mora biti hiša dvokapnica. Dvokapnica je značilen arhitekturni element slovenske arhitekturi. Ni pa nujno, da je vedno interpretirana na tradicionalen način kot klasična dvokapnica. Lahko jo izvedemo zelo moderno, minimalistično, ali pa izvedemo klasično, pa na moderen način izvedemo samo detajle, kot so žlebovi, napušči ali posamezni zaključki na strehi. Kakšne pa so bile želje investitorja oziroma kakšno hišo sta si želela? Ja, ko sta Miha in Romana prišla k meni, sta imela dokaj jasno vizijo, kakšno hišo želita imeti. Želela sta moderno, sodobno, po drugi strani pa dokaj klasično zasnovano pritlično hišo z mansardo. Za streho dvokapnico, z napušči in brez frčat. Poleg osnovnega objekta sta želela imeti še pomožni objekt, kjer bi bila garaža in pa kolesarnica. Skupna kvadratura vseh prostorov bivalnih pa naj ne bi presegala 160 kvadratov. Hiša stoji na strmem pobočju. Kako je to vplivalo na tloris in samo postavitev hiše? Ja, parcela za gradnjo se je nahajala na strmem, na jug orientiranem pobočju, ki je imelo iz vrha parcele zelo lep razgled na celotno Ljubljansko barje. Prav ta lep pogled na Ljubljansko barje mi je narekoval, da sem hišo postavila čim višje možno na parcelo. Parcela je na jugovzhodni strani omejena z dovozno cesto, na zahodni strani je bil opuščen peskokop, na severu pa se dviga strmo pobočje. Dostop je bil možen z jugovzhodne strani. Strmo pobočje parcele je narekovalo oblikovanje različnih višinskih platojev okoli hiše. Tlorisna zasnova objekta je dokaj enostavna. Imamo kletno etažo, potem pritličje in pa mansardo. Kletna etaža je od ostalega objekta zamaknjena in ni v nivoju ostalih dveh etaž. Z pritličjem je povezana samo v pasu vertikalnih komunikacij. Zamik kletne etaže je omogočil osvetlitev kletni iz stropa z dnevno svetlobo tokom celega dne in pa obenem predstavlja razširjen podstavek z zgornjim dvema etažam hiše. Kletna etaža je vizualno ločena od ostalega objekta in je oblikovana kot plast terena, ki se vanj zajeda. Proti spodnjemu platoju deluje kot kulisa in soustvarja zunanji vhodni dovozni prostor. Streha kletne etaže pa oblikuje zgornji nivo parcele in sooblikuje zunanji bivalni prostor okoli pritličja hiše. Gospod Miloš, kakšni so pa sodobni trendi oken? Sodobne trendi oken narekujejo predvsem dizajn in pa arhitekti. Emsora je razvila izredno močno mrežo kupcev po celem svetu, tako da imamo neposreden stik z arhitekti z vsega sveta. In kakšne so njihove zahteve, pričakovanja? Steklene površine so vse večje, višine so vse višje. Profili so vse debelejši in vse ožji. Debelejši profili pomenijo večjo toplotno izolacijo, ožji profili pa zagotavljajo
eleganco in vitkost izdelkov. M-Sora Panoramic so okna, kjer so iz zunanje strani vidna samo stekla. Pomeni, da so okvirji popolnoma prekriti oziroma utopljeni v steno oziroma fasado. Sestavljajo se kot Lego kocke, tako se lahko kombinirajo z okni, balkonskimi vrati, drsnimi vrati pa tudi z vhodnimi vrati. Druga linija pa je M-Sora Vizija, to pa je trenutno najlepša linija, ki jo izdelujemo. Vgrajena je tudi na tem objektu. Gre za okna, kjer je zunanji rob prekrit s steklom. Tukaj ni lesa, ni aluminija, ampak samo steklo. Emaliran črn rob, ki prekriva okvirje. Ta emaliran črn rob deluje zelo prestižno in elegantno. Kakšni pa so načini odpiranja teh tako imenovanih panoramskih sten? Ja, poznamo različne načine odpiranja, klasično krilno odpiranje, sklopno odpiranje, to pomeni cikcak oziroma harmoniko odpiranje in pa drsno odpiranje. Trenutno je najbolj v uporabi drsno odpiranje. Obstajajo praktični razlogi za tako odpiranje, in sicer nizek prah, enostavna uporaba, dobro tesnjenje, krilo lahko doseže do 400 kg, po novem pa jih lahko ponudimo tudi z opcijo električnega odpiranja. Električno odpiranje? Kaj, potem ni kljuke? Tako je. Namesto kljuke imamo samo stikalo in motočki sami odprejo steno. In jo seveda tudi zaprejo po potrebi. In jo seveda tudi zaprejo, seveda. Ja, otroci so najbolj iskrena bitja, zato bom kar štartal na Izo. Iza, mene zanima, kje se vidve s sestrico najrajši igrata, v katerem prostorčku? V svoji sobi ali se mogoče tukaj najrajši igrata? Kje? Kje ti je najbolj všeč v tej hiši? V moji sobi. V tvoji sobi, res? A bomo lahko malo pogledali, kaj imaš vse noter? Ja. Super. Kje sta pa vidva najrajš? Kje je tisti vajen najboljši prostor v hiši? Je to terasa, dnevna? Dnevno. Dnevna. Mislim, da kar dnevno. Vse čez zimo. Poleti se pa tudi radi kar ven preselimo. In pa tudi luštno. Kakšne so bile tiste vajne osnovne želje oziroma kakšno vizijo sta imela? Kaj je bilo tisto ključno, kar sta želela imeti od hiše? Je, da je bila hiša preprosta, moderna, pa da ne bi izstopala že na daleč. Pa mislite, da vam je to ratalo? Moram reči, da ko sem se pripeljal sem, je hiša kar izstopala v tem pozitivnem smislu. Ne, da bi hotela kričati s svojimi barvami, ampak ta les, pa zunanjost, tako da s to modernostjo je že na nek način malo izstopala. Mogoče zato, ker je lesena fasada, ker je v okolici druge hiše nimajo. Drugač pa je pač dvokapnica, je štiriglata. V tem smislu klasična. Da se kar zlije tudi z ostalimi hišami in ni tako, da bi opazil že na kilometer. Spremenili ali pododelali smo do zdaj edino to, da smo eno sobo pregradili zaradi novega malega člana, ampak smo tudi to že imeli naprej planirano, že pripravljeno elektriko in gretje, tako da smo dejansko naredili iz ene velike sobe še eno dodatno sobo. Kako pa ogrevata hišo? Ogrevamo jo s toplotno črpalko, s tem, da imamo naštiman približno na 19 stopinj, potem pa dogrevamo z kaminom, ki je veliko bolj prijetno zvečer gledati, ogenjček pa še dogreva. Pa je to dovolj za celo hišo, zgolj kamin, da ogreje še dodatno? Ja, za dogrevanje je dovolj. Moram reči, da je zelo zanimiva rešitev ta kamin, da se na obe strani vidi. Se mi zdi, da ima še neko dvojno uporabno funkcijo, če lahko tako rečem. Ja, mogoče je tudi prednost tega, da s tem lažje greje tudi na obe strani hiše. Pa še iz mize se včasih lahko skozi kamin vidi tudi otroke, kako se tukaj igrajo. Iza, a narediva mi da zdaj načrt, pa mi ti sobico pokažeš, da gremo še to pogledati. Si za? Ja. Lej, pa a vzameva tega lekuška s sabo? Ja. Prav, pojď, greva. Kje imaš sobico? Pokaži. Gor. Kje je to gor?